Lep pozdrav, spoštovani in spoštovane, mesec je naokoli in znova, kako bi temu rekel, evropski utrip na Top TV. Z mano na Skype povezavi je evropski poslanec, vodja slovenske delegacije pri Evropski ljudski stranki, dr. Milan Zver. Lep pozdrav v Štrasbur. Lep pozdrav prek Murje. Hvala lepa, ampak tudi za Ljubljano, pa za celo Slovenijo velja, ker verjetno bo še kdo gledal tudi ta najin pogovor. Hvala lepo za Sloveniji. Tako, povejte mi, ta teden v Štrasburu oziroma aprilsko zasedanje Evropskega parlamenta se je začelo pod vtisom tragedij, ki so se dogajale v Sredozemskem morju, ko je na stotine beguncev, ki so iskali srečo v Evropi, v Stari Dami, pač umrlo, se potopilo. Tu se je pravzaprav zgodilo nekaj, kar verjetno znova kaže, da so kriminalne združbe neverjetno iznajdljive, ko iščejo hiter zaslužek. Točno tako je. Glavni vzrok za te tragedije je mednarodni organiziran kriminal. To so trgovci z ljudmi in izkoriščajo nesrečo teh ljudi, ki iščejo politični azil v Evropi. Ali države članice in pa Evropska unija pravilno odgovarjajo na vse te izzive, vse te valove beguncev? Verjetno ne. Jaz mislim, da niti posamezne članice niso dovolj odzivne na te probleme, niti Evropska unija kot taka ni. Zato smo poskušali v zadnjih dneh narediti ali pa temu problemu nameniti veliko pozornosti. Iskali smo alternativne rešitve, nove pristope. Zagotovo je potrebno veliko več sredstev nameniti, ampak zagotovo je treba spremeniti tudi pristop k reševanju tega problema. Ni dovolj samo, da vzameš te ljudi, jih sprejmeš in potem distribuiraš po Evropi. Pomembno je, da se že v samem začetku ta problem odpravlja. Pa tudi zdaj ne mislim dolgoročno, da se recimo tem državam, od koder bežijo, socialno-ekonomsko pomaga. Ampak je potrebno preprečiti tem kriminalcem, ki vabijo ljudi na svoje ladje in potem masno služijo, preprečiti to dejanje. To pomeni, da bi morala Evropska unija skupaj z Združenimi narodi, recimo na obalah Severne Afrike in seveda tudi pri drugih virih, torej invazij teh beguncev, preprečiti tovrstna dejanja. Je pa res, da treba tudi zdaj zadevo reševati. Največ energije je šlo v smeri, kako porazdeliti breme političnih azilantov. Bila je teza o kvotah, na katero smo od začetka pristali skoraj vsi. Evropa mora solidarnostno reševati to zadevo, no kasneje pa smo spremenili in odstopili od besede kvote in zdaj se išče nek mehanizem, obvezni mehanizem za države članice, ki bi se zbudil ali pa vključil takrat, kadar bi res prišel neki velik val azilantov in bi takrat kvote nastopile. Torej ne avtomatično, ampak šele na podlagi realnih dogodkov. Skratka, bilo je veliko, bi temu rekel, tudi političnega driblanja v nogometnem žargonu. Glede tega države članice seveda se nekatere, ki niso toliko prizadete, otepajo svoje odgovornosti, ampak velika večina v parlamentu je vendarle odločala na podlagi načela solidarnosti. Torej tisti, ki niso neposredno prizadeti, morajo pomagati tistim državam, ki so. Slovenija ima glede tega velike izkušnje že iz 90-ih let, oba se spomniva. Malo katera država je prinesla tolikšen val, malo katera država je imela tolikšno absorpcijsko moč kot Slovenija v 90-ih letih, ko smo sprejeli na 10.000 in 10.000 beguncev z Balkana. Povejte mi, v tej akciji, kateri bodo sodelovali tudi ostale članice Evropske unije v tem sredozemskem bazenu, Evropska unija bo dala kakšna sredstva zraven, ker Italijani verjetno teh materialnih možnosti vseeno nimajo? Ja, seveda, potrojila je finančna sredstva za delovanje ustreznih organov. Tukaj gre zlasti za Frontex.
Vendar je treba reči, da je Frontex samo organ Evropske unije, ki usklajuje razne dejavnosti, izvajajo in vodijo operacije pa seveda države članice same. Ampak ravno tukaj se je pokazala ena potreba, da bi evropski organi od Europola do Frontexa in nekaterih drugih potrebovali drugačno pravno podlago, drugačen pravni okvir. Oni bi morali imeti veliko večje pristojnosti, sedaj pa jih nimajo, zato ker so to neki surogati, neki mešanica evropskih pristojnosti in pristojnosti iz nacionalnih držav, ki so prenesene na njih, v praksi pa gre bolj za papirnate tigre, ki so brez realne moči. V prihodnje bomo morali nekaterim tem skupnim evropskim organom dati večje pristojnosti, večjo moč, da ne postanejo sui generis organi, ki imajo moč odločanja in ukrepanja in ki so seveda potem tudi odgovorni evropskim inštitucijam. Nekaj take dvoživke, nekaj vmesnega pa nima smisla, ker potem so samo še ene izmed mnogih organov, ki so lahko suha veja evropske strukture. V teh dneh ste bili, vsaj koliko sem lahko zasledil, precej aktivni slovenski poslanci, tudi vi ste kar nekajkrat stopili za govorniški oder, med drugim tudi na temo varovanja osebnih podatkov državljanov Evropske unije. Ja, to je tradicionalna tema, praktično se jo dotaknemo na vsakem zasedanju. Varovanje osebnih podatkov je seveda zelo pomembna, ampak istočasno pa je pomembno tudi varnost v Evropski uniji. Potrebno je najti pravo razmerje, neko ravnotežje med vrednoto varnosti, ki je visoko v vrednostnem sistemu Evropejk in Evropejcev, in seveda tudi varovanje osebnih podatkov. Nekateri striktno nasprotujejo praktično vsakršnemu nadzoru, recimo, celo izmenjavi podatkov o potnikih, recimo, kar je nonsens. Seveda drugi pa bi za varnost naredili celo veliko več. Jaz mislim, da je treba spoštovati recimo evropsko filozofijo svobode posameznika, kjer vendarle želimo, recimo, da v neko tvojo ožje območje ne vstopa kdor si ga bodi, še najmanj pa veliki brat, in tudi načelom varnosti, kot sem že omenil. Jaz sem na to temo debatiral, predvsem so poslanci iz leve politične poloble napadali nemško in pa ameriško obveščevalno službo, kjer sta domnevno sodelovali pri zbiranju podatkov tudi, kar se tiče proizvodnje in trgovanja z orožjem, z nekimi orožarskimi podjetji. In to očitno na korekten način, kolikor je sedaj znano iz medijev, so Američani naročili Nemcem, dali naročilo in Nemci so to izvedli. Kar pomeni, da je potekalo sodelovanje recimo na neki enakopravni podlagi. Američani niso v Nemčiji vohunili neposredno. Če bi bile tovrstno sodelovanje med službami, ki jih itak plačujemo in od katere zahtevamo tudi davkoplačevalci, da nas varujejo, nekaj takega posod, potem bi bilo to korektno. No, nekaterim seveda je to šlo v nos, govorili so, da nas prisluškuje veliki brat na vsakem koraku. Jaz sem v svojem govoru poudaril, da veliki brat zagotovo ni ne nemškega, ne ameriškega rodu. Še ena zadeva je, ki je verjetno prav tako povezana, tako ste rekli, z velikim bratom, namreč uvedba sistema e-call z letom 2018, pa pomeni konec konca, da nas bo ta veliki brat povsod sledil. Tu imate prav. Včasih je nadzor dober. E-call pomeni, da bi po letu 2018 proizvajalci morali vsak avto graditi poseben sistem, ki bo nas označeval naš položaj in seveda ob prometni nesreči bi neposredno sam izzval alarm in poklical reševalno vozilo, kolikor voznik tega sam ne bi bil sposoben. To v bistvu res pomeni, da tisti, ki bi nadzirali ta sistem, točno vedo, kje se gibamo, kje smo in tako dalje. Tudi to je lahko ena od oblika posega v osebnost človeka. Tako da ko bomo iskali pravno osnovo in bolj podrobno pravno regulirali to zadevo, bi zagotovo bilo potrebno zagotoviti
zagotoviti, da se lahko posamezniki tudi izklopijo iz tega sistema nadzora. Je pa seveda namen tega, da se pomaga, kolikor pride do nesreče, da potem avto sam pokliče v bistvu reševalno vozilo. To je namen. Povejte mi, pobuda, da se oblikuje Evropsko javno tožilstvo, je verjetno v tem, da posamezne države ali pa uporabniki sredstev, ki prihajajo iz evropske blagajne, včasih nekako po svoje ali pa zmanipulirajo, celo z goljufijo pridobijo ta sredstva. Ali to pomeni, da bo zdaj to bodoče Evropsko javno tožilstvo tisto, ki bo lahko posegalo v vsako državo, kar se tiče protipravne uporabe evropskih sredstev? Ja, samo v primeru, kadar gre za varovanje finančnih interesov Evropske unije, ne. Torej, to bi bila inštitucija, Evropsko javno tožilstvo, ki bi imela v določenih primerih pravico posegati, neposredno posegati tudi v države članice, seveda v neki obliki sodelovanja tudi z nacionalnimi tožilstvi. Zdaj, tukaj smo z svetom na različnih bregovih. Evropski poslanci si želimo, da bi bila to učinkovita, efektivna služba, ki bi lahko neposredno samo reagirala, ne, in ukrepala v državi članici. Vedeti moramo, da je približno vsako leto pol milijarde evropskih denarjev domnevno gre ali se goljufa s to vsoto denarja, to je velik denar. In vedeti tudi moramo, da države članice same ne preganjajo tovrstnih goljufij. Imamo službo OLAF na evropski ravni, ki ugotavlja nepravilnosti, in potem OLAF da priporočilo državam članicam oziroma državnim tožilstvom, naj začnejo pregon. In samo v 31 primerih se zgodi, da se napišejo obtožnice. In seveda pot do obsodb ali do izterjav pa je seveda še daljša oziroma izplen še precej nižji. To pomeni, da smo popolnoma neučinkoviti v boju proti tovrstnemu organiziranemu kriminalu, tovrstnim goljufijam v državah članicah, in prav je, da se neka evropska inštanca, če že gre za evropski denar, ustanovi in bdi nad tem. Nenazadnje je to dobro v korist evropskim državljanom. Še eno zadevo ste upozorili v svojem govoru, in sicer na kulturni genocid, ki ga izvajajo na območju Sirije in Iraka pripadniki tako imenovane islamske države, namreč uničevanje kulturnih in verskih in drugih objektov in seveda tudi pregon pa pobijanje ljudi, ki niso muslimanske vere. Člani odbora za kulturo smo zahtevali, predlagali tudi to resolucijo oziroma naša predsednica Kosta, in v njej smo obsodili kulturocid. To je ena od oblik genocida ali pa tudi vojnega zločina, je tudi definiran tudi kot tak, kadar gre za načrtno uničevanje kulturnih artefaktov znanstvenega značaja, religioznega in podobno. Torej, neka pravna podlaga za obsodbo tega je. Evropa bo morala tudi ne samo obsoditi, ampak tudi v skladu s tem reagirati, nekaj storiti. To, kar počnejo v tej državi, ni samo to, da pobijajo nedolžne ljudi, žene, otroke, starce, bolnike in podobno, ampak uničujejo tudi nematerialno kulturo, ne samo materialno, tudi vse, kar je povezano z religijo, z običaji, s tradicijami, ki so se stoletja in tisočletja razvijale v teh območjih, sedaj preganjajo. Predvsem pa so seveda na tapeti točka napada kristjani, ne. Že nekaj 100 tisoč je moglo zapustiti domove, za njimi pa seveda čistijo vse, kar je ostalo, vso kulturo, vso kulturno dediščino, tudi tisto, ki je pod zaščito UNESCO. Evropska unija, Evropska skupnost bi morala na temu narediti konec. Najbolj bi si želeli, da bi Afriška unija in muslimanske države same stopile ali pa onemogočili teroristom, ki vodijo to islamsko državo. To bo seveda malo težje storiti. Nekaj me še zanima, preden bova končal najin pogovor, spoštovani dr. Milan Zver.
To aprilsko zasedanje je seveda tudi zdaj verjetno pod vtisom katastrofalnega potresa v Nepalu. Bo Evropska unija kaj interventno posredovala? No, zagotovo bo. Pripravljajo se že tudi nekatere resolucije na to temo, da bi pomagali finančno. Tukaj kakšnih parlamentarnih poseganj ni potrebno, imamo Evropsko komisijo in pa svet, ki lahko meritorno in avtonomno odločata o pomoči. To, kar se je zgodilo v Nepalu, je resnično katastrofa, tudi za Slovenijo, zato ker imamo kar 60 ljudi sedaj trenutno tam in ki doživljajo vse tegobe postpotresnega časa, primanjkuje hrane, vode in tako naprej. Jaz upam, da bomo uspeli rešiti vse 60 in da se bodo srečno vrnili domov. Seveda pa posledice ostajajo in sanacija razmer mora priti čim prej oziroma mora nastopiti čim prej in tukaj bo Evropska unija, tako kot pri Tahitiju in nekaterih drugih območjih, v prihodnosti morala pomagati. Povejte mi, kakšen bo, verjetno ne boste ostali v Štrasburu, kakšen bo 1. maj v Štrasburu? Ne vem. Tukaj zaenkrat dan pred tem ni nič slavnostnega, čisto normalni delovni dan je. V bistvu bo takšen, kakršnega si bomo ljudje napravili. In to si ga boste napravili doma v Sloveniji? Ja, jaz bom kot običajno zakuril en velik kres na svoji njivi, ki že mesec dni še malo več čaka na to. Zbrala se bo družina in malo se bomo poveselili. Hvala lepa in vse dobro ter seveda srečno pot domov. Hvala tudi vam. Spoštovani in spoštovane, to je bil aprilski utrinek iz Evropskega parlamenta. Vidimo se čez mesec dni. Srečno.